Živijo vsem in dobrodošli. Danes se bomo podali, na eno res noro potovanje. V svet, kjer znanstvena fantastika in resničnost postaneta eno. Gremo si pogledat eno vizijo mesta. Mesta, ki je zgrajeno dobesedno iz sanj, tistih, ki jih poznamo iz najboljših videoiger in filmov. Tako da, pripravite se, naš ogled se začenja. Dajmo si za trenutek nekaj predstavljati. Kaj, če bi lahko, ampak resnično vstopili v svet svoje najljubše igre? Ne mislim zdaj prek ekrana ali VR-očal, ampak zares, fizično. To ni samo neka fantazija, ampak je v bistvu točno tisto osrednje vprašanje, ki poganja celotno idejo, ki si jo bomo danes pogledali. Torej, kaj točno si bomo pogledali? Gre za koncept enega kampusa, recimo mu tako, kjer se meje med delom, igro, inovacijami in čisto običajnim življenjem popolnoma zabrišejo. To je res en tak pogled v prihodnost, kjer je čisto vsak kotiček, vsak centimeter zasnovan z mislijo na interaktivnost in domišljijo. V redu, gremo na polno. Kako se sploh rodi, tako drzna, skoraj nora ideja? Vse se začne seveda tam, kjer se vedno začnejo največje sanje, z navdihom. In to ne kar nekim navdihom, ampak tistim iz največjih zgodb znanstvene fantastike, ki so oblikovale našo celotno predstavo o tem, kaj prihodnost sploh je. In zdaj, ena zelo pomembna stvar. To ni samo še en tematski park, niti približno. To je mišljeno kot popolnoma samozadostno, visokotehnološko mesto, nekakšen tehnološki raj, če hočete. Kraj, kjer prebivalci ne samo živijo in delajo, ampak so hkrati aktivni soustvarjalci, tako digitalnih kot fizičnih svetov. V bistvu je to središče za vse tiste, ki hočejo premikati meje mogočega. Super, ampak kako bi tak kraj sploh izgledal? Dajmo začeti z zunanjostjo, z arhitekturo in tisto osnovno oblikovalsko filozofijo, ki stoji za vsem skupaj. Osnova vsega so pravzaprav dve, na prvi pogled, čisto nasprotni si ideji. Na eni strani imamo to bleščečo, odprto, skorajda digitalno estetiko, na drugi strani pa idejo o nečem skrivnem, o zatočišču, ki je popolnoma skrito pred preostalim svetom. Torej, kako to izgleda skupaj? Po noči bi kampus dobesedno žarel z neonskimi linijami, ki so videti, kot da so jih vzeli naravnost iz filma Tron. Ustvaril bi se občutek, da stojiš sredi ogromnega živega računalnika. Ampak hkrati, in tu je tisti catch, bi bil celoten kompleks, čisto tako kot Wakanda, popolnoma skrit pred zunanjim svetom, nekje globoko v odmaknenem goratem območju. In ta Tron vizija se potem prenese v čisto konkretne stvari. Recimo, celotna postavitev mesta bi bila popolnoma simetrična, kot nekakšna mreža, grid. Stavbe, narejene iz pametnih materialov, ki bi spreminjali barvo glede na uro ali pa dogajanje v kampusu. Medtem pa bi po teh osvetljenih poteh naokoli drsela super elegantna futuristična vozila, čisto kot Light Runnerji iz filma Tron. Ampak ta skrivnostnost tudi samo zato, ker bi bil kampus nekje daleč stran. Ne, tu v igro vstopi res napredna tehnologija. Predstavljajte si, da bi bil celoten kampus obdan z masivnimi holografskimi projektorji. Ti bi ga naredili praktično nevidnega za vse, ki nimajo vstopa. To je pravi tehnološki ščit, ki varuje vse tiste nore inovacije, ki nastajajo znotraj. Zunanjost smo videli, zdaj pa gremo noter. V samo srce kampusa, tja, kjer se igra, druženje in tehnologija zlijejo v eno samo, res neverjetno izkušnjo. In notranjost? Ta črpa navdih iz najboljših primerov, ki jih dejansko že imamo v resničnem svetu. Pomislite na interaktivnost Super Nintendo Worlda, kjer je dobesedno vsak predmet del igre. Potem dodajte odprte, zračne prostore, ki kar kličejo po sodelovanju, nekaj v stilu Pixarjevega glavnega atrija. In za piko na i vse to zlite z naravo, ampak na res visokotehnološki način, tako kot to počnejo v Amazonovih sferah. Kako pa to zgleda v praksi? Predstavljajte si tole. Ogromni tematski parki na prostem, ampak so razdeljeni po žanrih. Hodiš po RPG coni in nad glavo ti letajo ogromni fotorealistični holografski zmaji. Potem greš v FPS cono, kjer se odvijajo bitke z uporabo obogatene resničnosti. Tista meja med tem, kaj je digitalno in kaj fizično, bi tam preprosto izginila. Popolnoma. Dobro, igra je super, ampak kdo vse to ustvarja? Poglejmo zdaj malo v zakulisje. Vstopimo v motor, v strojnico, ki poganja ves ta svet inovacij in ustvarjalnosti. Laboratoriji tukaj niso neki sterilni raziskovalni centri, daleč od tega. To so ustvarjalne delavnice prihodnosti. Tu se rojevajo nove igre, nove tehnologije in celo nove oblike bivanja.
To je kraj, kjer se ideje ne samo sanjajo, ampak se jih tudi gradi, resnično uresničuje. In vse skupaj je super organizirano, razdeljeno v ključne oddelke. Imamo recimo oddelek za razvoj iger, ki si navdih jemlje pri MIT Media Labu, oni bi delali na res naprednih AI likih. Potem je tu oddelek za oblikovanje doživetij, ki bi bil v bistvu kot Disney Imagineering, tam bi ustvarjali vse te nore atrakcije. In seveda arhitekti. Ti bi s pomočjo VR-a in hologramov gradili prihodnost, s poudarkom na kreativnosti, kot to delajo recimo pri Airbnb-u. No, in zdaj za veliki finale. Pripravite se, ker bomo zdaj razkrili verjetno najbolj ambiciozen in čisto dih jamajoč del celega tega kampusa. Ker poglejte, doseg tega kampusa sega daleč onkraj našega planeta. Na Zemlji, na kampusu bi stal najsodobnejši observatorij za opazovanje zvezd. Ampak to ni samo za gledanje. Ne, ta observatorij bi bil neposredno povezan z orbitalno vesoljsko postajo. Pravo palačo v nebesih, ki močno spominja na tisto iz filma Elizej. In ne govorimo o neki majhni postajici, sploh ne. To je ogromen orbitalni obroč, s celimi soseskami, s parki, z vso tehnologijo. Gravitacija bi se simulirala z vrtenjem in povezava z Zemljo, ali prek nekih futurističnih teleportacijskih sistemov, ali pa z ultrahitrimi raketami. To je dobesedno razširitev celotnega kampusa v vesolje. Očitno je to res ogromna ideja. In ko se naš ogled počasi zaključuje, se mi zdi prav, da stopimo en korak nazaj in samo za trenutek pomislimo, kaj vsa ta neverjetna vizija v resnici sploh pomeni. Kaj je torej bistvo vsega? Ta kampus ni samo nek prostor za zabavo, to je pravzaprav načrt za prihodnost, v kateri so tehnologija, skupnost in človeška domišljija popolnoma, ampak res brezhibno povezani. Prostor, kjer tehnologija služi ustvarjalnosti, kjer se spodbuja sodelovanje in kjer so meje. No, mere so samo tam, kjer se konča naša domišljija. Če strnemo v nekaj točk, kaj je ta velika ideja? Prvič, združuje digitalno fantazijo s fizično resničnostjo. Drugič, ustvarja prostor, ki je v celoti posvečen inovacijam in igri. In tretjič, mogoče najpomembnejše, raziskuje naslednjo mejo, naslednjo stopnjo človeške skupnosti. In s tem naš ogled zaključujemo. Ampak ostaja eno vprašanje, ki visi v zraku, kaj ne? Če je tole ena od možnih vizij, kako se bo pa v resnici, v prihodnosti, ki nas vse čaka, zabrisala meja med našim digitalnim in našim fizičnim svetom? Hvala, ker ste bili z nami.